Peter, pozdravljen. Včeraj le nekaj ur po smrtonosnem napadu si se pridružil nepregledni množici na pariškem trgu. Kakšno je bilo včeraj vzdušje in kakšno je razpoloženje v Parizu danes? Ja, včeraj na trgu Republike, na plaži de la République je bilo, kako bi rekel, dostojanstveno vzdušje. Ljudje so na različne načine izražali solidarnost in sočutje z žrtvami. Ljudje, s katerimi sem se pogovarjal, so teroristični napad označili za velik barbarizem, kot nekakšen napad v samo srce Francoske republike, v kateri je svoboda tiska kot nedotakljiva svetinja. Seveda so ljudje še vedno v šoku, čeprav, ko se sprehajaš po Parizu, po pariških ulicah v drugih delih mesta, na prvi pogled ni opaziti nobenih posebnosti. Ljudje so v restauracijah, hodijo po nakupih, so popusti. Pravkar sem govoril s pariško kolegico, sama mi je opisala, kako je doživljala včerajšnji dan, ko je izvedela, kaj se je zgodilo. Je padlo v jok, danes je udeležila maše v cerkvi Notre Dame, pač nekim nezaupanjem gleda v prihodnost. Samo konkretno zadeva, ko so si pogovarjala, je mimo pripeljal rešilec z sirenami. To bi v običajnem dnevu v pariškem hrupu ne bi bilo nič posebnega. Sama gospod pa je nekako priletel nek neugoden občutek. Kakšne razmere vladajo danes v Parizu? Ali je občutiti zaostrene varnostne ukrepe? Ja, spet načeloma na prvi pogled se ne vidi veliko razlik. Jaz sem bil v Parizu nazadnje novembra, tudi takrat so bili na železniških postajah, je bilo veliko policistov, tudi oboroženi vojaki, ampak danes in včeraj jih je več. Vidi se jih tudi na postajah podzemne železnice. Načeloma pa veljajo seveda najstrožji ukrepi, ampak policija verjetno deluje na drugačen način kot z to vidno navzočnostjo. Kakšne posledice napada pa pričakuješ? Kakšne pričakujejo ljudje, s katerimi si se pogovarjal? Noben pravzaprav ne reče, da je kakorkoli ogrožena svoboda, tudi svoboda tiska. Pravzaprav naj bi jo tragedija še utrdila. Sporedno streljano tudi politično dogajanje v Franciji. Ko se na vseh ravneh je čutiti nek občutek enotnosti Francije, ki politično sicer razklana in v hudih težavah, to lahko tudi nekako politično izkoristi predsednik Hollande. Po drugi strani pa seveda vprašanje, kakšen bo vpliv na odnose med verskimi skupnostmi, vprašanje, kako se bodo odzvali voditelji muslimanov. No, seveda so se že odzvali, ampak nekako je pričakovano, da v prihodnjih dneh še bolj ostro obsodijo dejanja in ki prizadevajo na vseh ravneh, da bi predvsem mlade odvrnili od radikalizacije. Peter, hvala za pojasnila.